pozdravljeni. Naj z vami delim še kakšen nasvet ali vam z opisom lastne zadrege morda pomagam rešiti vašo. Namreč, ko smo na dieti ali ko se odločimo za obliko razstrupljanja preko posta, z glavnimi obroki ali napitki nekako še gre, ko smo v domačem okolju. Kaj pa, ko se že zjutraj, tako kot jaz danes, odpraviš na pot in si z doma in nimaš svojega sokovnika v bližini ali posode, da si skuhaš čaj ali ribeža, da si kaj naribaš ali počasno, da uvajaš trdo hrano, pripravljeno na primer v voku. No, seveda nam pridejo na misel prigrizki. Zdaj, tle je že potrebno narediti zelo velik miselni preobrat, tudi sama sem ga storila, če primerjam eno svoje življenjsko obdobje s časom izpred 20-30 let, ko sem prišla v Makedonijo in sem rekla, kako smo si podobni s Makedonci. Vsak je namreč po koncu službe pod pazduho dal lepo dišeč bel kruh, torej belo lepče. No, in tudi sama sem v mladosti v prvo velenjsko pekarno zahajala po sveže pečen, kilo in pol težak, pol beli kruh, bil je dišeč in vroč in naša klapa s Tomšičevega je do doma dejansko že prepolovila. Torej, nisem si zamišljala, zakaj vam to govorim, zakaj se odmikam od prigrizkov. Nisem si nikoli v življenju zamišljala, da bom lahko, na primer, potešila lakoto ali uživala v žlici marmelade brez kruha ali na primer žlici ajvarja, pa potem, da si na žlico vzameš kikiriki maslo. To so lahko vse neki vmesni prigrizki. Imaš lahko posodo zraven, žlico in pač par grižljajev narediš vmes med enim in drugim sestankom ali obveznostjo. Potem lahko tudi kakšno kuhano jajce zraven, dober prigrizek, kakšna pest oreščkov, morda v posodici narezan kozji sir, bučni krekerji in zelo prav pridejo tudi arašidi. Jaz včasih imam enostavno potrebo po soli in to je tisto, ko prekršiš svoje zapovedi, a ne. Dvakrat se mi je tudi zdaj že kar zgodilo, da dejansko slane kikirike vmešam v grški jogurt, prav čuti telo potrebo tudi po tem. Sicer pa prakticiram bolj oluščene arašide, ki imajo veliko magnezija, bakra, vitamina E in pa seveda tudi vlaknine. Torej, med postom smo na preizkušnji ravno takrat, ko se ne moremo držati ustaljene dinamike, ki sem si jo na primer izbrala sama. To je, da tudi v času posta izvajamo prekinitven post in vnašamo neke energente na 2 uri, torej znotraj opusa 8 ur. In si v avtu, in si na sestanku, in imaš neke opravke. In potem lahko v bistvu celoten ta scenarij porušiš. Razen, če si vnaprej priskrbiš, bom rekla, takšne prigrizke, ker nam pa to vedno ne znesemo, da gremo na pot zgodaj zjutraj, vam pa predlagam, da se oprete na vodo. Namreč, če ne boste dehidrirani, če boste vnesli v sebe dovolj vode, in to ima vsak v bistvu, če prideš na poslovni sestanek ali kakšno hišo na obisk, lahko zaprosiš za kozarec vode ali se ustaviš na bencinski in si kupiš, kot sem si danes jaz, eno plastenko vode, ker sem jo pozabila vzeti. Skratka, zdržimo to obdobje, ko porušimo ta naš način vnosa energentov, prehranjevalno verigo, ki smo jo vzpostavljali, ko smo v nekem zaprtem delovnem ali domačem okolju, izpostavljeni na primer službeni poti ali obveznostim na terenu. To se mi tudi zdi v bistvu pomembno, ker kaj je? To je tako približno kot pisanje pogodb. Zakaj gre? Ko se razumemo in ko se imamo radi, smo vsi prepričani, da nobene pogodbe ne potrebujemo, a ne. Ko pa gremo narazen ali pa ko se ugotovi, da se je dala ara, na primer za nepremičnino, ki nima urejenega pravnega stanja, potem in ne boš dobil na primer posojilo, ker stvari niso urejene, skratka, ko se stvari zakomplicirajo in ko se ljudje nehamo imeti radi, potem nam pridejo pogodbe še kako prav, da na sodišču izbojujemo svoj prav. Takšne zgodbe bi vam lahko zaupali številni odvetniki, kaj pomenijo pogodbe v obliki skropocalk, ki jih nekateri napišejo skorajda na toaletni papir, prepričani, da itak vsak napiše tistih 2 členov o pogodbi ali o preplonkah.
Ko pa pride stvar zelo daleč, je pa pomembno, da je to dobro napisano. No, vidite, enako je z izrednimi situacijami v času postenja. Teren, službena pot, obveznosti izven tistega svojega dosega kuhinje, kjer si hitro kaj zmiksaš, hitro kaj narediš, je ta izredna okoliščina, ki jo moraš predvideti vnaprej. To sem vam želela povedati, vas povabiti, da razmislite o 21-dnevnem komunikacijskem treningu samo za vas, preko Zooma na daljavo, lahko pa tudi individualno na sedežu vašega podjetja ali pa v pisarni v Celju. Seveda se prvo uro najprej brezplačno po telefonu ali Zoomu pogovorimo o vaši nameri. Torej, zakaj mislite, da bi morali nekatere vzorce razmišljanja ali razmerja v odnosih v domačem ali službenem okolju spremeniti. Pa vam naj v zvezi s tem zaupam še eno današnjo odnosno zgodbo. Poklepetala sem z gospo, ki jo že vrsto let poznam, tudi oče je pri njej kupoval cvetlice, in sva se zaklepetali in prišli do tega, kako mladi menedžerji znajo komunicirati samo po mailu, kako človeku ne privoščijo besede, kako polni sebe, naučeni nekaj znanj, ne spoštujejo več izkušenj, nimajo potrebe po medgeneracijskem sodelovanju, kako starejši delavci, ki so mladost, zdravje pustili v nekem podjetju, se na koncu počutijo, kot da so cota, ki jo je mogoče, na primer, odvreči. V teh časih, v katerih živimo, in ko vsi prisegajo na digitalizacijo in zelo opevano 5G, revolucijo in tehnološki razvoj, verjemite, da nam vsa ta sodobna tehnologija ne bo pomagala, če se bomo pozabili poslušati, pogovarjati, se zazreti v oči, se pogovoriti s seboj, ker če ne prisluhnemo sebi, ne moremo tudi biti empatični in prisluhniti drugemu. In dejansko nas bo tako neozaveščene posameznike, ki si ne znamo prisluhniti, tehnologija še bolj odtujila, namesto da bi nam življenje, odnose in komunikacijo olajšala. In na koncu bomo še bolj družba plastik-fantastik, kjer bomo govorili drug mimo drugega, ne bomo se slišali, ne bomo se poslušali. In dragi moji direktorji, lastniki podjetij, to se vam bo slej ko prej poznalo tudi na bilanci stanja, izkazu uspeha, ker ljudi je treba spoštovati. Najprej zaposlene, da bodo ti zaposleni lahko spoštovali vaše stranke. Tudi tovrsten razmislek morda pride komu prav, ko se odloči za 21-dnevno razstrupljanje črevesja in duha, ali pa se prijavi na moj poseben program, to je že 14. po vrsti na podlagi 30-letnih izkušenj v komuniciranju, odnosih in vodenju v javnem in zasebnem sektorju, individualni komunikacijski trening. Post se bliža koncu, še nekaj dni, danes sem se okrečala zjutraj prav prijami z napitkom gline, to bom nadaljevala, priporočam jo tudi vam. Seveda pa prisluhnite najprej sebi, morda obiščete zdravnika, naredite kakšno krvno sliko, si izmerite temperaturo v telesu. Jaz se pa ob iztekanju že veselim, kaj bom naredila zase. V svoji knjigi sem že popisala čudovito izkušnjo v kisikovi komori, zagotovo si jo še kdaj privoščim. Zadnji dan posta pa z boni, da si boste lahko privoščili razvajanje v kisikovi komori po zaslugi mojega poslovnega partnerja, razveselim tudi vas. Če se boste le opogumili in kaj o temi razstrupljanja telesa in duha napisali pod katerega od objavljenih video prispevkov. Srečno!